Pozdravljeni v še enem večerovem podkastu. Tokrat bomo govorili o aktualnem dogajanju v mariborski politiki. Aljoša Peršak in Igor Selan v večerovem studiu pozdravljava župana mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. Lep pozdrav. Mikrofon, prosim. In predstavnika največje opozicijske svetniške skupine SDS, Dejana Kaloha. Lep pozdrav vsem. Zdaj, ko govorimo o finančnih težavah občine, je velik del razlogov za luknjo blagajni dejansko v podfinanciranosti strani države, absolutno. Pa vendar, edini razlog. Del odgovornosti nosite tudi vi, župan, s preobsežnim investicijskim ciklom, ki ga ne morete več spremljati. Posledice se najbolje kažejo pri obsežni obnovi Lenta. Če bi vi recimo postavili vprašanja, ne pa trditve, ne? Mi ga dobro spremljamo. Pridem do vprašanja, če mi dovolite. Ne, okay, ne, treba je stvari postaviti nek kontekst, predno lahko postaviš vprašanje. Okay, samemu sebi rečeš, ne, nisem da vprašaš. Lahko dokončam. Ja, seveda. Hvala. Imate napisano. Seveda. Zdaj posledice se najbolje kažejo pri obsežni obnovi Lenta, ki že krepko zamuja, sicer pa zaradi pomanjkanja denarja ne bo izvedena v celotni načrtovani obliki. Zdaj, kakšne so zadnje novice z gradbišča na Lentu? Kdaj se bodo dela končala? Kako škrbast bo na koncu Lent? Oziroma, kaj se predstavlja v naslednja leta? Kar nekaj vprašanj. Torej, ureditev nabrežja je del projekta Dravske promenade, ki je dolga 14 km. Sedaj govorimo o 25.000 kvadratnih metrih urejevanja od Studenške brvi do vodnega stolpa. To je se pravi samo en del celotnega projekta, ki je že narejen, zarisan in katerega drugi del se izvaja, je končal za splavarsko brvjo, tretji poteka razširitev pod medicinsko fakulteto do dvoetažnega mostu in potem še lani je bilo narejeno kolesarska steza v Melju, tam pod bivšim Masajem proti Malečniku. In je to seveda en najbolj zahtevnih projektov, ki bo popolnoma spremenil naše dojemanje mesta teh generacij. One starejše so živele ob in v Dravi, dokler tukaj ni bilo elektrarne, sedaj bomo pa tudi mi ne več živeli od Drave, ampak bomo se vrnili k Dravi, kar kažejo tudi gibanje ljudi, kljub temu, da se gradi, je Lent že sedaj poln in bo bistveno bolj poln. Vidite, zdaj ste vi tudi postavili kontekst, ne? Zdaj pa še odgovorite na vprašanja. Da smo na srečo ne pri atletski dvorani imeli toliko zamud, ker potem EOF-a ne bi bilo, da je tukaj pa bilo zelo zahtevno, ker je 8 različnih podjetij istočasno delalo in so bili soodvisni od drugega. V vmesnem času smo naredili toplotno črpalko v pristanu, kar je vsaj malo diverzificiralo naše vire energetske, uredili dostop v pristan, skladno z tem razvojem nabrežja sledi z utrjevanjem nabrežin z svojim podjetjem RGP, ki pa tudi ni mogla vedno izvajati del, ker je bila visoka Drava. Sedaj je ta problem rešen in pospešeno delo, vsak dan je na gradbišču med 50-100 ljudi in smo že trgatev naše najstarejše trte na srečo imeli na nekem tak dovolj sproščenem prostoru in jaz upam, da bo martinovanje, ki bo potekalo malo pred 11. novembrom in potem še kakšen dan več, ugledalo še boljšo luč, torej da bomo povezani da bomo prišli z deli mimo starega mostu. Je pa res, da objekt ne bo takšen, kot je bil zamišljen, ko smo začeli in smo en del urejevanja teh tako imenovanih plaž, ki so 3, ena je pred pristanom, druga je pred najstarejšo trto, tretja pa na vzhodnem delu starega mostu. Smo to prvo, zadnje omenjeno, dali ven že, ko smo načrtovali proračun, ker smo videli, da ni denarja. Drugi del so odnesle koncesnine zmanjšane, 1 milijon približno za to leto, tretji del pa podražitev atletske dvorane, tako da upam, da bomo ta del stika z vodo rešili v letu 2024. Kar se pa tiče, če imate še tu kako vprašanje, ali grem sam na promet in te teme? Do prometa še pridemo. Zdaj, gospod Kaloh, najprej morda vaš komentar. Razumete te argumente ali menite, da bi se investiciji morali lotevati drugače? Da ne bi prihajali do tega, da jih ne bi... Zdaj, gospod župan, ima malo samolo, da sem jaz doma v neposredni bližini Lenta, na začetku strme, se pravi na Dravskih terasah, in vsakodnevno vidim,
kaj se dogaja na gradbišču, ker pač ne vem, ali grem na sprehod, ali kakorkoli se peljem s kolesom. Zdaj, Se veselite kaj zdaj? zelo, seveda, vse sem rekel, 50 let sem že skoraj v tem mestu, ki ga srčno ljubim in spoštujem. Zdaj, jaz sicer ne vem, kje gospod župan vidi 50 do 100 ljudi, ne? Jaz jih res, oprostite, zdaj ne, kdaj ste bili na zadnje na Lentu, jaz jih nisem nikoli naštel do 100, na 100, tako da res mogoče to malo spet potencirate. Nekaj jih je, ni pa jih 100, definitivno jih ni 100, jaz jih nisem videl. Zdaj, obnova Lenta naj bi stala tam 7,5 milijona evrov. Zdaj, jaz upam, da teh, ko ste prej navezovali na evropska sredstva, da 2,4 milijona evrov ne bo ogroženih, ne, do konca leta, verjetno boste kaj na to temo še povedali. Zdaj, na promet, ko ste rekli, še pridemo. Jaz predvsem zdaj, gospod župan govori o preporodu našega mesta zaradi te obnove Lenta. Zdaj, mi se lahko pogovarjamo o sami estetiki, ne? O sami estetiki, zdaj beton, tlakovci, bojda še bo pol prišlo neko ozelenitev v prihodnjih korakih, pa vendarle zdaj sama ta nova fasada, to lipšpanje Lente bo mogoče za oko privlačno, ampak zdaj pa sprem, ker Lent zelo, zelo dobro poznam, zdaj, če ne bo nekih dodatnih vsebin, ne, poleg, bi rekel, te gostinske dejavnosti, pa določene galerijskih zadev od vodnega stolpa, pa židovskega stolpa v tem ožjem delu Lenta, jaz ne vidim, kakšna bo tista res dodana razvojna dejavnost. Zdaj, v tem delu, ko je država poskrbela za financiranje dodatnih turističnih kapacitet, kjer je tudi gospoda župana podjetje je bilo deležno kosa te pogače 1,8 milijona za Žički dvor, se pravi, da tukaj bo neka dodana vrednost, ne, samega turizma, na Lentu to vidim, ampak gospod župan, vendarle ste se tukaj za to široko poteznostjo, ne, teh plaž, pa ne vem, tudi v končni fazi te nove brvi, ne, ste se resnici na ljubo zakalkulirali. Na dražbi Lent že mogel biti končan maja 2023, zdaj tu občani gledamo to žalostno gradbišče še vedno. Jaz imam sicer še en predlog. Jaz na Lentu res pogrešam, da bi to bil res neki turističen magnet, poleg siceršne lepe vedute, ne, ki jo imamo, ne, zdaj sicer jo Kazita Brv z Starim mostom, ne, Stari most je zdaj, ne, malo s tem siceršna veduta skažena s to novo brvjo. Ne, jaz razumem vašo idejo, pač te krožne poti, pa ko ste razlagali širše te Dravske promenade. Veste kaj, jaz pogrešam, da bi bila recimo na Lentu kot neka, pa s tem zaključujem ta del, Mariborska aleja slavnih, ne, čisto resno mislim tisti, ki so se v Mariboru rodili ali pa v pozitivnem kontekstu doprispevali Mariboru. Jaz sem si pogledal od Rudolfa Maistra, Josipa Hutarja, Leona Štuklja, Hermana Potočnika, Nikolo Tesla, on je pač v neke tehnične načrte tudi v Mariboru risal, Drago Jančarja, Valtera Wolfa, Mime Javšovec, Vimildonske prevakanje, se pravi, da bi vendarle turisti, ki bo prihajali razen pač te promenade, še mogoče spoznali tiste naše Mariborčane ali pa tiste, ki so bivali v Mariboru, pa so imeli neki doprispevek k našemu mestu, da bi bilo še nekaj več kot pa zgolj same obnove, ne? Da bi vi vendarle bili tudi kot župan bolj proaktivni, kot generator idej, ne? Da bi se imeli še pol s čim, ne, Mariborčani smo ponosni, dajmo še pol dan tisti doprinos tem našim, da jim postavimo neka obeležja, ki bi jih pol tujci lahko občudovali, slikali. To je moj predlog, no. Če sem prav razumel, postavimo tistim, ki so že umrli, kipe, tisti, ko so še živi, pa se moramo tam sprehajati, da se bo z nami lahko slikali. Torej povabimo Mimo Javševec, poslanca pa župana, da vedno tam hodiva in dajemo vsebino. Ne, malo šale. Ja, malo se šale. Mislil sem spominsko obeležje. Mogoče bi vseeno rekli kaj o prometu. Bodimo veseli. Najprej naj župan odgovori. Jaz bi prosim, najprej imamo to. Vem, da včasih kakšna beseda uide, ampak tako redko, kdaj uide v plus smer, ne tako pri mesarju, da se nikoli ne zmoti v svojo škodo. Če vsak dan tam hodite, pol verjetno tudi vidite vso to zemljino, ki se že navaža, v vse te lukne, ki ljudje niso vedeli, čemu služijo o zelenitvi, se pravi eno odlično krajinsko rešitev. Menite, da ta bojda za zelenitev, komaj čakamo, oktober je ta mesec, ki ga smo čakali zaradi primernosti časa, da se ta nabrežje tudi ozeleni. Mi imamo tam 3 vsebinsko močne točke, od katerih se vsaka neverjetno prav v tem času razvija. In ena je hiša najstarejše trte, Zavod za turizem dela odlično, dogodkov imajo več 100,
primerjavi s prej na leto podaljšujemo martinovanje, podaljšujemo trgatev Stare trte, celo mesto so aktivirali, vinarji so tukaj, bil je kulturni dogodek v času trgatve, 3 koncerti, ulično gledališče, potem imamo tukaj novo kulturno četrt Minoritijo, smišljeno programska vsebina, gospa Ksenija Repina je mislim, da je naredila 180 novih kulturnih vsebin, imamo tržnično dejavnost, mlečno-mesni paviljon, tudi tržnica prireja različne dogodke, vključuje pridelovalce, glasbo, kulturo in če bi vam seštel v zadnjem letu, mislim, da je prišlo njih 500 dodatnih dogodkov v enem letu različnih velikosti in seveda tam imamo identifikacijsko točko na srečo neko našo, da je to hiša najstarejše trte, ki je dobila sofinancerska sredstva za prenovo, torej drugo leto bo spet korak naprej, muzej najstarejše trte imamo, in na srečo imamo tudi mlade vinogradnike, ki prenos generacije, kar uspešno vidim, da mladi delajo modernejša, bolje prodajna vina. Se pravi, tam na tem našem nabrežju se srečajo kultura, tržnična dejavnost in tradicija že itak. In za kulturo smo pa dobili tudi nov trg, ta trg najstarejše trte, ki je bil prej poln koric, kanca smeti in tako imenovanih vodnjakov, spraznjen in upam, da bom dočakal še na koncu tega mandata tudi tisti oder, arhitekturni natečaj že bil narejen, ki bo lahko omogočal ponovno kulturne vsebine iz vode kot nekoč v tistem pristanu pri vodnem stolpu. Župan, kako pa bo s prometom? Zdaj, kot ob zaprtju Koroške ceste, je del javnosti vznemirila napoved, da se bo tudi Lent zaprl za promet med Sodnim in vodnim stolpom. Kakšni so konkretno načrti glede prometne ureditve? Torej, celotna poteza na Lentu je približno 1,300 km gledano od Studenške brvi do Niagare, na primer, ja, ali parkirišča pod Titovim mostom. V delu najbolj bomo ščitili z režimom ta najstarejši srednjeveški del med obema stolpoma z potopnim valjem, tam bo poseben režim. Ostali del Lenta tega je približno 450 metrov, ostali del Lenta bo pa vedno dostopen 24 ur na dan, se pravi Lent bo vedno dostopen, v enem delu pa bo poseben prometni režim med Sodnim in vodnim stolpom, to je tisti del, ki je navezan tudi na pešcono zgoraj in na naš park, se pravi vsebinsko se pešcona podaljšuje, bi rekel, v ta del in mislim, da si noben tam prometa ne želi, tudi v mestu nobenega kolapsa ni, kar se vidi že zdaj tudi oktobra prometnega, mislim, ker tudi zdaj je Lent popolnoma neprevozen tudi na onih delih, ko v bodoče bo zaradi gradnje, tako da bo sprostitev za promet v višjih ulicah prav gotovo prišla, ko bo do gradnje zaključena na zahodnem in vzhodnem delu, osrednji del bo prevozen do 10. ure za vse, torej tudi za kogarkoli, da bo lažje prišel na delo in po 10. uri pa bo to namenjeno enako kot Vojašniški trg ali Glavni trg ali park pešcem in vsak dan. Pa do katere ure bo zaprt? Do večera? Ja, pač tako, da ne bodo moteni tisti, ki bodo šli po službi tja uživati stik z vodo in se veseli druženja ali pa kakšnih drugih vsebin, o katerih smo prej govorili, kulturnih, tržničnih. Torej, če vas prav razumem, pravite, da prebivalci na Majstrovi in Mladinski Krekovi nimajo težav in da tam ni zastojev in ni prekomernega prometa? Iz vidika nekega urbanega središča ne, iz vidika avtoceste imajo, ker morajo včasih počakati en interval na semaforju, ampak ti isti se vozijo brez problema 2 uri na dan v eno, pa 2 uri na dan v drugo smer v Ljubljano, v lastnem mestu pa je težko počakati 2-3 minute. Jaz pa mislim, da je tu cost benefit tega, da malo potrpiš na kakšni ulici, da je vredno tega, da imamo prometa sproščen Lent, ker temu vsemu je to tudi bilo namenjeno, da bomo imeli tam našo oazo 365 dni na leto, kjer se bomo družili, sproščali in bomo končno imeli stik z našo mogočno reko. In tudi mislim, da iz aviona gledano nobeno mesto nima ob svojem nabrežju in promenadi še istočasno prometa. Ne? Ta zgodba mislim, da je mimo in tudi Evropa nam daje denar za to, da spreminjamo te navade. In bo seveda na tem delu
bo pa servis omogočen, majstre imamo 3, vozita zaenkrat 2, teda kupljene imamo že 3 plus tisti papa beli mobil, tako da bo majster potem v tem delu servisiral naše meščane za njihove potrebe. Gospod Kaloh, kako komentirate te načrte? Jaz bi samo še eno stvar, pa se opravičujem, še ena zelo pomembna zadeva. 2 novi M-bike postaji sta že postavljeni, kmalu pridejo še kolesa noter, ena na Pobrežju pod Griničem, pod tako imenovano kačo pri dvoetažnem mostu, kjer boš lahko šel na to novo zgrajeno, skoraj 2 km dolgo razširjeno pot ob reki od dvoetažnega mostu do Splavarske brvi, šel čez Splavarsko brvo z M-bajkom in pustil kolo pod lutkami in šel na lutkovno predstavo ali na kavo ali na tržnico. Se pravi, je tudi M-bike bo pomagal k temu, da naš priljubljen M-bike, mislim. Ja, torej, kako komentirate to, gospod Kaloh, kot mestni svetnik? Ker na mestnih svetih kot mestni svetnik na mestnih svetih niste o tem razpravljali in kot stanovalec bližnji. Tako kot mestni svetnik in kot domačin. Zdaj, ko gospod župan tudi se primerja rad s tujino, zdaj bliste na Vrbskem jezeru v Feldnu, tam je v neposredni bližini jezera čez strogi center, vse v eno smer speljan promet, pa doben tega neproblematiziranega nikoli ni. Zdaj, kaj se tiče ideje, da bo promet od petka popoldne po službenih... Nisem časa iti na Vrbsko jezero. Na Münchnu smete čas. Ne, jaz vam pravim, kak je krog Feldna speljan promet mimo kazinoja, mimo historičnih nekih objektov, pa normalno se pač obadajo s tem, da ne zapirajo. Zdaj, ideja gospoda Arsenoviča in njegove mestne uprave, da bo zaprt promet od petka popoldne do nedelje zvečer med Sodnim in Vodnim stolpom. Ne, vsak dan. Zdaj, a ja, celo vsak dan, to je bilo zdaj prvo mišljeno, čez vikend, zdaj pa ste rekli vsak dan, ne? Ja, so me pač vsi mogoči in arhitekti in meščani spraševali po zdravi pameti, pa sem se vprašal, če še imam ali bom podlegel pritiskom manjšine. Sej, ravno te racionalnosti sem hotel nekaj spregovoriti. Zdaj, ko vi pravite, mi smo se tako odločili, mestna uprava se je odločila, zdaj je tu kakšna stroka prometna, to kar, kako bi rekel, ad hoc. Meritve delamo, vse bo zdaj pa me podkrepljeno. pustite, da končam. Zdaj, kaj se tiče prometnih zamaškov v Mariboru, zdaj zjutraj, se pravi, zdaj zlasti, ko so študenti spet v mesto, od prometne šole je celi Koroški most zabasan in to se dejansko, ta masa vozil se potem tudi zabije v Mladinsko in v te ulice v mestu, ker se pač tudi vsak dan vozim, tako da zdaj ne vem, ki vi ne vidite tega problema in z tem umanjkanjem pretočnosti na Lentu bo se dejansko zgodil, ne bom rekel kolaps, ampak bo pa zgoščen promet definitivno v mariborskih mestnih ulicah. Tako da verjetno kakšne relevantne študije na tem področju nimate, gre za nekaj pač taki ad hoc rešitev, češ bližje Dravi, pa ne vem, te floskole, ampak sej analiza bo verjetno še pol dalj časa trajala, ko boste pol to zaprli. Zdaj, od Ribiške ulice pa v smeri Strbme pravite, da bo enosmeren promet, zdaj, ali se pravi v smeri Malega mosta Slovenskega, ali nazaj, boste videli. Zdaj, kaj se pa tiče te večje linije gor do Niagare, pa dejansko eno prometno žilo, vsaj po naši oceni bi vsaj čez dan, tudi, se pravi, ko pravite bivanje pešcev, sobivanje pešcev, kolesarjev, avtomobilov z omejitvijo 10 na uro, s tem se strinjate, ampak vsaj tukaj mi mislimo, da bi se enosmerna, če neki dvosmerna, tudi v tem starem jedru med Vodnim pa Sodnim stolpom mogla biti zaradi pretočnosti odprta. Mi bi mogoče se strinjali s tem, da bi se čez vikende zaprlo, ko dejansko ni niti delovnih migrantov, niti siceršnjega prometa toliko, zdaj pa da se bo pa zaprla Lent za tako rekoč zavedno, je tudi bilo malo zavajanje javnosti, ker ste tako, bi rekel, kaskadno šli, v bistvu se ne bo nič zaprlo, zdaj bomo zaprli samo čez vikende, zdaj že čez cele delovnike. Mi mislimo, gospod župan, da to je norčevanje tudi z ljudi, ki tam dejansko živijo, ki to cesto uporabljajo tudi za premikanje, tako da... Zdaj še eno vprašanje, vse nekaj Kaloh, županu ste namreč očitali, da ali odločitve glede prometa na Lentu temeljijo na analizah, ali te vaše ideje temeljijo na kakršnih koli analizah, ali so to pač vaše želje oziroma neka razmišljanja?
To so tudi odzivi naših občanov, ki mi v svetniški skupini Slovenske demokratske stranke prisluhnemo. Ne. Ljudje so dejansko, ne, mi seveda kot svetniška skupina nismo šli delati analizo, to je pristojna mestna uprava, ne, ampak to, kaj je odziv z terena, nam pravijo, ne, da si želijo, da ostane Lent pretočen, čeprav tudi z omitvijo prometa 10 km. Zdaj v celoti Lent zapirati, ne glede na to, da tam ne bo, zdaj s čim se strinjamo, da več ne bo zabit s pločevino, se pravi, da bo v novi ureditvi parkirnih prostorov tam več ne bo, s tem se mi tudi strinjamo, ampak da se pa Lent celoti zapre, brez vsakršne neke dodatne vsebine. Zdaj, gospod župan je naštel dodatnih 500 dogodkov, jaz jih zdaj res nisem toliko naštel, zdaj ne vem, ki ste jih vi našteli. Imam analizo, vam pošljem. Velja, hvala, ampak tudi ti dogodki se ne dogajajo, ne, na samem Lentu. Tako da, gospod župan, še ne, tukaj, ker je bilo gradbišče. Za zapiranje celega Lenta, s tem se mi dejansko ne strinjamo. Samo ker je bilo kar nekaj besed takih spet uporabljenih, seveda mi zakaj pride do sprememb, zato ker spremljamo, kaj se dogaja, kakšni so tokovi, spremljamo to gradnjo, nismo mogli narediti dobre analize v času počitnic, ker nas je manj, se pravi september, zdaj imamo oktober, ko so že tudi študenti tukaj in te številke bodo podkrepile, tako kot zdaj kaže, odločitev, da ni nujno potreben promet med Sodnim in Vodnim stolpom, potem, ko bomo odprli zahodni del Lenta, kar bo zdaj kmalu upam, in potem še vzhodni del, bo tako ali tako več prometa že doli in samo med do 10. ure, ko ljudje grejo v službo, bo za vse odprto, tudi za tiste, ki tam niso doma, torej ne boš rabo kartice, val bo dol. Po 10. uri bo pa stanovalci itak, ki so tam doma, ali pa tisti, ki imajo lokale in bodo imeli pravico priti do svojega hotela ali lokala, bodo lahko še vedno dostopali tudi po 10. uri. Se pravi, po 10. uri bo omejen dostop, do 10. ure pa čisto vsi prebivalci mesta se bodo lahko peljali z seveda primerno hitrostjo, čim nižjo po Lentu, ker si predstavljam, da bo takrat, ko bo to dokončano, tam bistveno več ljudi, otrok, vrtce imamo tam, verjetno se bodo otroci tam potem lahko sproščeno sprehajali iz vrtca v Ribiški, ki se sedaj niso mogli, ker so se bali za svojo varnost in tako naprej. Se pravi, tako kot imamo premike na Koroški pa na Vojašniškem trgu, tako pričakujem še v veliko večji meri tudi premike ljudi k reki ponovno nazaj. Nas je še vedno dosti tukaj. Še kakšno temo imamo, pa ker smo že dolgi, gremo na hitro. Še en trd finančni oreh vas čaka v prihodnjih? Mi smo imeli do 11. Jaz sem, se opravičujem, res sestanke, teda še mogoče minuta, 2 jaz moram iti, ker ne bi zamujal, ker so imeli... Hitro vprašanje, še pa zaključeno. Hvala. Ok, pol pa, to moramo. Proračun 2024 smo slišali, okoli 130 milijonov bo bistveno nižji kot letošnji. To so zdaj ocene. Ja. Tako, torej, ocena, da 141, ko smo mislili, je prišlo toliko spremenjenih okoliščin, da si tudi tega več ne moremo privoščiti, da gremo bistveno dol. Brez večjih novih investicij? Denar, ki ga želimo zavarovati, je sigurno zdravstvena postaja Tezno. Včeraj smo imeli usklajevanja, tam 3 deležnike, mestno občino, parkirišče, lekarne in zdravstveni dom. Optimiramo projekt, da bo stal čim manj. Pogovori z državo gredo v pravo smer, da bomo lahko tisto kvoto, ki nam kot mesto še na primarnem zdravstvu pripada v celoti, 5,3 milijona izkoristili za ta del. Skupna investicija pa gre že preko 20 milijonov, ampak potrebe tam na Tezno so tako velike, da je to sigurno dolg mesta do Tezna, to naredimo, to je prioriteta številka 1 in jaz upam, da bomo v letu 2024 vsaj pričeli z gradnjo. Bo pa proračun tudi že precej predobremenjen, ne? Recimo šport, ki ga prenašate v drugo leto, štipendije prenašate v drugo leto po nekih neuradnih informacij, bi lahko teh predobremenitev bilo že za 7 milijonov, ne? To bomo videli na koncu leta, ker še vedno so prodaje v teku. Bomo videli, kakva bo odločitev AVK na temo Farmadenta. Upam, da za finance mestne občine Maribor ugodna. Še neka druga pogajanja poteka, o katerih zdaj ne morem govoriti, v zemljiščih večjih dimenzij, ki bi lahko dala vsebine enim delom mesta, tudi Tezno v tem primeru. Problem je seveda v novo zakonodajo, ki se nakazuje v zvezi z plinom. Imamo omrežje, po predlogu zakona ne bi smeli več podaljševati
koncesije naše plinarne, ne, za katero je občina dobila v enkratnem znesku leta 2012 15 milijonov, mi pa v vsem tem času, odkar delamo nič. Ta sredstva so že bila porabljena in ogromno je bilo tudi vloženega našega dolgoplačevalskega denarja v to infrastrukturo. Imamo vročevod na eni strani in plinovod na drugi strani kot dva pomembna, najpomembnejša vira in upam, da ne bodo tako radikalni rezi v to, ker si ne predstavljam, kako bomo ogrevali mesto in naše občane, če bo šlo to v to smer. Gospod Kaloh, v stavku ali dveh še vaš pogled na bližnjo prihodnost, torej leto 2024? Zelo enostavno. Mi bomo zahtevali naslednji proračunski seji podatke o stanju obveznosti in terjatev in to na dan 31. december 2023 in seveda višino prenosa neplačanih obveznosti v letošnje leto, pol bomo videli šele, kje stojimo, se pravi, da ne bo tu kakšen šušmarjen. Že v začetku leta 2023 je bilo dejansko občinskih financ stanje katastrofalno, 7,2 milijona je bilo neplačanih obveznosti, tako da gospod Arsenovič, tukaj nam boste konec leta natočili čistega vina, da bomo točno videli, koliko, kot je bilo rečeno, je teh predobremenitev v kontekstu letošnjega proračuna. To nam boste mogli svetnikom belo na črnem prezentirati. Pa še črno na belem. To bomo naredili, to že delamo. Tu smo imeli sestanek, kjer je bil gospod Mikl v ponedeljek, usklajevanje svetniških skupin v zvezi z rebalansom in malo smo omenjali tudi, kam približno gre smer za proračun 24 in ti podatki so vedno znova aktualni in jih bomo vedno znova predstavili se to javne finance. Nijemo niti namena, niti razloga karkoli skrivati. Je pa težka situacija in seveda upamo na to, da bomo dobili čim prej tudi sofinancerska sredstva na aglomeracijah, kjer imamo največjo luknjo trenutno. Druge stvari so odlično tekle. Moram pohvaliti vlado na delu in ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem. Vse v zvezi OFEM-om je bilo optimalno izvedeno, financiranje, zahtevki in ta denar je že šel tistim, ki so gradili ali karkoli delali za organizacijo tega. Tudi na drugih projektih je operativa kar dobra, da upam, da bomo do konca leta počrpali vse dobili nazaj tisto od države, kar nam po sofinancerski pogodbi pripada. Tako, današnji pogovor zaključujemo. Z vami sva bila Aljoša Peršak in Igor Selan. Obema gostoma hvala za obisk v našem studiu, hvala pa seveda tudi vsem gledalcem in poslušalcem Večerovega podcasta. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo.